prej, čakajte, da vidimo. Takole, evo, zdaj bi te pa prosila, če lahko mogoče kar deliš tvoj zaslonček, ker imaš predstavitev, pa bomo začeli svojo temo. Temo ste si izbrali vi, to je bilo bolj zdravje na okenski polici, jaz bi mogoče govorila o rastlinah zunaj na vrtu, o samooskrbi ali čem drugem, ampak ker je znanje tu, zakaj pa ne, priredili smo v bistvu ljudem, ki živijo v stanovanjih, ki so se posebej sedaj v tej korona času bili omejeni na gibanje, zaradi tega sem rekla, bomo pa res to, kaj nam je na dosegu roke, postavili v eno drugo luč in temu sem posvetila skoraj 1 uro predavanja. Bo pestro, ne? Super. Tema je zdravje na okenski polici. Ja, moraš samo še predstavitev dati, a ne, to je pa tam spodaj share screen. Share screen. To je ta, a ne, pardon. A ga imate? Vsi? A ne, tu verjetno. Čisto spodaj, a ne, ta zelena, ki piše share screen, pritisneš pa najdeš ta pravo predstavitev. To pa zelen najdem. Moment, a to mora iti na ta računalnik. Seveda, jaz imam tega malo več, da je malo bolj zakomplicirano, zakaj pa ne? Ne gre, tako. Može pa ni, vidiš, ta je dobra. Ksenija, imaš ti več ekranov? Ja. Te pa moraš tam, ko daš share screen, pod to moraš pravi ekran zbrati, kjer imaš predstavitev. Jaz nimam share screena nikjer, čakaj. Spodaj v tem Zoomu je tak, čisto spodaj pod vsemi nami je taki zeleni kvadratek, ne, Katja? Ja, možno smo prej probali, je bilo fajn naštiman. Mogoče bomo šli zopet takole. To sem zdaj pri Zoomu, share screen, chat, Bildschirm freigeben, tako je. Čakaj, moment. Tega še odpremo. Zdaj pa je. Tako, bravo. Yes. Dobro, potem pa gremo k... Tega še si izklopim, vaš četek, da bomo kaj videli z teksta. Kako vas lahko prekinem. Aha, tako. Odlično. Pozdravljene še enkrat, pozdravljene poslušalke in poslušalce. Čast mi je, da vam moje znanje o rožah, o rastlinah, zeliščih lahko predstavim z upanjem, da boste tudi vi s takim navdušenjem in s tako ljubeznijo, kot jaz seveda, podoživljali nepopisno lepe trenutke življenja z njimi, ker ti rože dajejo ogromno. Ni samo pogled na cvetoče korito, njen vonj in lepota tisti, ki prevzameta dušo in naše razpoloženje. Te rastline so tudi uporabljamo v zdravilne namene in v vsakodnevni kuhinji. Tako. Naslednje, en mali ničken balkonček, naj je še tako majhen, naj sta samo 2 kvadratna metra in če je prijetno urejen, je en del bivalnega prostora, ki vabi k počitku in sprostitvi. Predavanje sem razdelila v 2 dela. V prvem delu so zajema zelišča in zdravilne rastline, ki so na balkonu ali na okenskem koritu zunaj. V drugi polovički pa bodo sobne rastline, ki ugodno vplivajo na naše počutje in zdravje. Pri izbiri rastlin se zmeraj vprašamo, katera zelišča rastejo dobro v lončkih. Na kakšno lego je obrnjeno naše okno. To moramo vedeti, ali balkon, ali je sončno, ali je severno okno, kakšni so pogoji, ali želimo prezimne rastline ali enoletne, ki bomo jih odstranili jeseni z okenskih polic. Kakšno zemljo in kakšne pogoje potrebujejo rastline v naravi, tako potrebo imajo tudi v koritu. In tu sem izbrala eno prečudovito mediteransko korito. To je korito cvetlična zasaditev, ki je na vroče sonce, na južno stran,
na balkonu, tam, kjer res cel dan žari od vročine, to so mediteranske rastline, ki so zelo skromne, kaj zahteva potrebo po vode in imajo veliko potrebo po soncu. Te rastline ob dotiku bodo spustile eterične vonjave in bodo naše misli s svojimi vonjavami tako rekoč odpeljale na počitnice. Te mediteranske rastline, ki jih vidite v koritu, so sivka tu v sredini, timijana sta levo in desno, odzadaj je sivka, žajbelj in dobra misel, tako. In zdaj, da malo damo bolj podrobno v detajlih, kaj te rastline sploh znajo, sem rekla, sivka. Sivka od nekdaj besedo sivka povezujemo z omamnim vonjem, svežino in čistočo. Bila je že zelo cenjena v starem Egiptu, v Grčiji je bila priljubljena kot dragocen dodatek k mazilom. Da je telo odišavljeno z sivko, zapeljiveše, sta že vedele Nefretete in Kleopatra. Danes veste, da je Provansa raj, največji Francija, v Provansi največji pridelovalec sivke v Evropi. Z svojimi eteričnimi olji in kumarini in polisteroli odlično deluje na centralni živčni sistem. Zato se uporablja pri nervozi, stresu, zdaj bi jo rabila, ko sem malo nervozna, težave pri spanju olajša, sprošča mišice in tudi pomirja. Vsi veste, da liste in cvetove uporabljate za čaj ali kopel, posebej pa v platneni vrečki, v posteljo pod slavnik za boljši počitek. V kuhinji tudi lahko, za pecivo date malo, ampak res to mora biti zelo človek previden, ker je lahko hitro preveč. Naslednja mediteranska rastlina, ki sodi v korito, je žajbelj. Žajbelj, veste, raste podivje po hrvaških otokih, Italiji in Grčiji, na zelo skromnih kamnitih tleh. Okus je prijetno videti, ampak v kulinariki žajbljevo maslo z njokci ali saltimbocca, to žajbelj mora biti zraven. Sestavine njegovega eteričnega olja delujejo predvsem proti bakterijam, glivicam in virusom. Je odlično razkužilo za vnetje ustne votline. Jaz, ko začutim, da me rahlo začenja boleti grlo, grem kar ven, si utrgam list žajblja in ga počasi žvečem. In 2-3 liste požvečem, bolečine v grlu so minijo. Blagodejno vpliva na prehladna obolenja, pomaga premagovati težave dihalnih poti. Za dezinfekcijo grgramo rahel mlačni čaj. Že starši so nam devali žajbljevo mleko, to je bila groza, ko smo mogli piti otroci zaradi vnetega grla, ampak je zmeraj pomagalo. Tudi pri močnem potenju, pri pretiranem izločanju sline se uporablja žajbelj. Posebej pa ženske, ki so v menopavzi in težko prenašajo vročino. Naslednja rastlinca je timijan, to vidite na desni strani v tem loncu spredaj. Ta timijan še skoraj bolj, za moje pojme, malo bolj fantastična rastlina, predvsem pri prehladu, gripalnih infektih, bronhitisu, kašlju. Zadnjič mi je omenila sestrična, da ga zmeraj kot tinkturo uporablja, ko ima napetost v želodcu, v trebuhu, in res sem zasledila, da je za težave v želodcu tudi timijan. Prej nisem vedela. Za vnetje dlesne čudovito. Kot začimbo ga uporabljamo predvsem pri gobjih jedeh, veste, da kisla juha ni brez timijana, mastni pečeni krompir, jajca slanino, mastne močne jedi. Ta pa je oregano ali dobra misel, zopet ena mediteranska rastlina. Vsi ga poznate na picah, paradižnikove omake, obvezno z oreganom, predvsem ribje jedi, testenine. Uporablja se zopet pri težavah želodca. Če je na dosegu roke, prosim vas, v vsako jed, če se le da, za tiste ljudi, ki jih napenja, ki imajo krče. Čreslovine in grenčine delujejo antibiotično, protivnetno in izboljšuje apetit.
Pri nas raste divjad kot trajnica na zelo suhih travnikih, blaže razdražljivost, pravijo stres in tesnobo, zaradi tega te pripelje tudi na dobro misel. In se po slovenski reče dobra misel. Zelo pomembna rastlina, ki sodi na vsako sončno teraso, na vsako res južno stran okenske police, je rožmarin, je zimzelena rastlina, obstajajo viseče sorte ali stoječe sorte, vseeno kako imate. Važno je, da rožmarince ga prezimljate, da ga ne presušite. On rabi tudi ob prvih sončnih dneh po zimi malo vode, ker ponavadi on se presuši in ne sme biti na vlažnih, mokrih nog ne mara. Uporablja se pa za lajšanje marsikatere tegobe, med drugimi za hitrejše celjenje ran, krepi krvno ožilje in venski obtok. Pravijo, da za izboljšanje spomina in miselne zbranosti. Predvsem pa jaz ga uporabljam kot proti izpadanju las in proti prhljaju. Izredno dobro prekrvavi lasišče in zelo dobro učinkuje na močne lase. Pri slabi prebavi in želodčnih krčih, napihnjenosti, pri bolečinah v mišicah, to mi je zadnjič rekla zdravnica, točno, imela sem fiksen šuc, pa ker mi je šentjanževega olja zmanjkalo, je rekla, pa vse imaš rožmarinovo hidrolat in res zelo dobro deluje pri bolečinah mišic, pri iščacu za revmatične bolečine. Čudovito, rožmarin, ne bi si mislila. Tako, na Primorskega je toliko, da so vse žive meje z njim, mi ga na žalost kupujemo in razmnožujemo in gojimo v lončkih. Naslednja rastlina je kapucinka. Kapucinka na balkonu, lepotička, je enoletna rastlina, ki si jo lahko sami vzgojite iz semena, čisto preprosto, debelo, veliko zrnasto seme, ki ostane po cvetenju, shranite za drugo leto, staknete v korito in z nje bodo se razvile prečudovite rastline. Kapucinka ni le pisan okras, pač pa vse bolj pogosto se uporablja v kulinariki in zdravilsko. Izvira iz Južne in Centralne Amerike. Ima prav poseben vonj, rahlo podoben redkvici, rukoli in tako dalje. Kreši, malo pikanten okus, podoben popru. Kapucinka ima dolge cvetoče poganjke, je bogato cvetoča rastlina, za njo pa velja, manj skrbimo za njo, lepše bo rasla. Najbolj ji ustreza sončna polsenčna lega, vlažna prst in ne preveč bogata zemlja. Če bo preveč dušika tleh, bodo zrasli samo listje in zelo malo cvetov. Užitna je cela rastlina. Deluje antibiotično, to je antibiotik, naravni antibiotik številka 1 je kapucinka, prosim vas, protiglivično deluje. Če imate glivice na nohtih, sveži sok, protibakterijskim okužbam sečil in dihal, da bi ljudje znali, kaj zmore kapucinka, bi jo imel res vsak na vrtu. Pravijo, da se telo upre prehladu, gripi in drugim okužbam, če jo regelmäßig, se pravi, redno uporabljate v prehrani. Za masiranje lasišča, zopet, z sokom kapucinke pospešuje rast las, prekrvavitev in rast las. En navaden črni kruh za skuto z enim cvetom kapucinke dobi eno čisto drugo dimenzijo, zaživi. In ta hrana nasiti čisto drugače, ker jemo tudi z očmi. To je, najprej lahko uporabljamo mlade liste, ki so odlični za špinače, za kjuhan, solatam. Cvetovi in popki od maja do septembra, neverjetno, do prve zmrzali cveti. Dodajamo cvetove solatam, popestrijo vsako mesno ploščo, vsak sendvič, vsak kruha. Zelo se uporablja tudi za dekoracijo ljudi zaradi svojega čudovitega cveta. Potem pa, ko odcveti, naredi plodove, ki so skoraj 1 centimeter premera
In te mlade plodove lahko vlagate v kis in jih uporabljate kot kapre. Ognjič je naslednja rastlina, ki je zopet enoletnica in jo res, zakaj je tako malo ognjiča na okenskih policah ali na balkonu. Vidiš ga kje na vrti, kakem kmečkem vrtu, ampak nikjer ga nisem videla, da bi ga kdo z namenoma posadil. Že cvetni lističi so čudoviti, ker jih lahko uporabljate vsak dan v kulinariki, za kuhanje riža, za juhe, za omake. Jedi da eno rumenkasto barvo kot žafran, ni tako intenzivno, ampak mladi listi, če potresete po solatah, imajo rahlo grenki okus, ampak izredno zdravilne. Pripravke ognjiča uporabljamo za zdravljenje kožnih poškodb in kozmetike. Učinkovito je ognjičevo mazilo pri celjenju ran. Ognjič krepi kroženje krvi in tonus kože. Izvlečki iz ognjiča ščitijo pred čiri na želodcu in črevesju, ter deluje zelo, zelo zaščitno. Mazila in kreme pri vseh poškodbah vseh ran, ki se slabo celijo, pri brazgotinah, po operaciji, pri kožnih obolenjih, pri lažjih opeklinah, pri občutljivi suhi koži, razpokanih ustnic, neverjetno. Ognjič lahko tudi pri malih dojenčkih uporabljate, brez pomisleka, za nego hemoroidov, izredno, spodbuja regeneracijo celic. No, ognjičevo mazilo, dobro pest, jaz zmeraj rečem, toliko ognjičevih cvetov, da jih lahko pokrijete z olivnim oljem, lahko tudi z svinjsko mastjo. Na nizkem ognju kuhajte kar nekaj časa, pustite malo stati ali pa še celo spirirno palčko včasih zmiksam, dodam k tej masi, potem prefiltriram 10% čebeljega voska in to je mazilo, ki mora biti vse posod, v vsaki hiši zmeraj na razpolago. Da ne bomo samo o enoletnicah, moj velik poudarek je predvsem na trajnicah, ki so zelo primerne za korita in lonce. In to sem izbrala samo enih par, da ne bodo standardne plahtica, kopriva, rman, meta, melisa in jagoda so v mojem ožjem izboru trajnice, ki so zelo, zelo zdravilne in sodijo res na dosego roke. Plahtica prečudovita rastlina, res izredno prilagodljiva. Vseeno ali v loncu, koritu ali na vrtu, uspeva na soncu, senci, vse povsod. Edini pogoj je, rabi veliko vlage, redno zalivanje in bogato tla. Ima prijetno, lahko grenki okus, kiselkasti, lahko tudi mlade sveže lističe uporabljate za juhe in solate. Večinoma pa se uporablja pri ženskih težavah, ureja menstrualni ciklus, predvsem predmenstrualni PMS sindrom, se pravi napetost v prsih, krčenje, razpoložljivost, težave v meni. Kočaj je v mešanici z rmanom in meliso nenadomestljiv za vsako žensko. Pomaga tudi pri napenjanju in drugem, plahtice. Naslednja zelo pomembna rastlina je kopriva. Boste rekli, kopriva, kaj bom s koprivo na balkonu, ko pa raste na vsakem vogalu? No, res je, raste na vsakem vogalu, ampak raste tam, kjer so močno pognojena, z dušikom pognojena tla, na zelo bogatih tleh. In to je ponavadi tam kar nekaj pasjih kakcev. In zato je boljše imeti koprivo v veliki kanti, v velikem loncu ali vedri na terasi in jo imate res na dosegu roke. Je ena najpomembnejših zdravilnih rastlin. Je močno podcenjena rastlina, raste po vseh kontinentih, pokazateljica bogatih tal z dušikom. Poznajo vsak otrok kot pekočo rastlino, ampak jaz jo imam na najmanj 5
koncih na vrtu, samo zaradi tega, ker vem, da je ekološko neoporečna. Ena je na vrtu za zalivanje, z katerega pripravljam gnojila in škropiva, drugo imam za čisto zdrave terase, za smutije, ko zjutraj samo vtrgaš prve 4 lističe in daš noter v smuti, ko ga delaš. Kopriva ni le zelišče za čaj, ampak je okusna priloga jedem, za juhe. Ko ste imeli kako daljše obolenje in je telo oslabljeno, si napravite močno, krepko koprivovo juho, ta te postavi na noge, prečisti vse organe, izpere tako rekoč iz ledvic, iz telesa strupe, ne? Celo Hipokrates, znani zdravnik iz antike, je uporabljal za čiščenje krvi, ker vitalizira delovanje vseh notranjih organov. S povečanjem izločanja urina, čisti jetra, vranice, želodca, res neverjetno in vse to odstrani iz telesa, ne? Predvsem za bolnike, ki imajo težave z sečno kislino, s putiko. Kura, enotedenska kura za koprivo in ne bo več teh težav in nekaj svete. Je pa še nekaj, semena koprive, če pustite koprivo, da semeni, ima pozno poleti tako drobno kot mak, drobno cvetje, ki ga z roko podrgnete in posušite in uporabljate z soljo, jaz ga zamesim kar kruh ali pa po solati in je zopet proti impotenciji, za polno moč, prosim, lepo, zastonj. Vidite, juhica, koprivova juha za moč podaljšano obolenju, ena čebula, trgišče koprivovih listov, neverjetno, en krompirček notri, malo muškatnega oreščka in smetane in čudovita juha. Ali pa njokce, kot glavna jed. Še boljše pa so koprivovi listi izpečeni v pivinem testu ali tempuri, ali kako pravijo, zadnjicami, kar v ponvi, suhi ponvi, vroči ponvi, popekla z malo soli, kot čips, fantastično. Pomembno, najpomembnejše pri koprivi pa je, da je največji, najbolj bogata od vseh rastlin z železom. Za vsi, ki imajo pomanjkanje železa v krvi, z enotedensko kuro, koprivovo kuro, enkrat na dan en dober koprivov smuti z banano in limono in kri se bo popravila, da zdravniki ne bodo verjeli. Neverjetno. Naslednji 2 rastlini sta meta in melisa, vsi jih poznamo, vsi jih imamo, premalo uporabljamo, bi rekla, ne? Obe sta hvaležni trajnici, ki morata biti pri roki vsak dan. Metin čaj pijemo zjutraj, jane zvečer, ker potem ne boste mogli zaspati, melisinega pa obratno. Melisa je za počitek, pomirja. Meta, piperita, ta klasična meta, je nastala z naključnim križanjem starih naravno rastočih met in je bila nekje v Angliji najdena 1696. leta, zato se tudi razmnožuje samo vegetativno. Z semenom nastanejo različne variante, ki niso vse identične, ne? Meta se pri nas približno tako pogosto uporablja kot kamilica, predvsem za blaženje krčev prebavnega trakta. Pospešuje izločanje žolča ter preganjanje vetrov. Ja, ne tisti, ki imajo odstranjeni žolč ali žolčne težave, naj ne uporabljajo mete. Melisa, ta je zopet trajnica, poraste po vsej Evropi, vse povsod, cveti drobne bele cvetove, ki neverjetno privlačijo čebele, je medonosna, ampak če enkrat cveti, se tudi vse povsod zaseje, tako da je malo preveč. Cela rastlina čudovito diši po limone, zato se tudi uporablja v pojstrčkih pod vzglavnikom, ampak najboljši je seveda zvečer čajček iz melise.
predvsem pri motnjah spanja, ki so posledica nemira in nervoze. Tudi blaži krče in napenjanje, se pravi pomirja, izboljšuje miselno sposobnost in preprečuje odpornost na psihološki stres. Moja omiljena trajna rastlina je netresk. Že Karel Veliki je ukazal kmetom, da ga morajo imeti vsi na strehah, mi ga poznamo na strešnikih. Je bil simbol večnega življenja in zaščita pred strelo in ognjem. Uspeval bo na najbolj na vročem soncu. Na mestu je zelo skromen, le mokrih nog ne mara. Se pravi, dobro drenažo, če je v taki posodi, da voda ne odteka, mora biti spodaj vsaj 6 do 10 cm drenaže, kamenčkov, in da se ne zagnije. Netresk je rastlina, na katero se verjetno spomnite predvsem takrat, ko vas boli uho. Duhljak se reče po naše, po prleško. Duhljak, prav za uho. Vendar pa netresk lahko uporabljate tudi pri mnogih drugih težavah. Dragocen je predvsem sok, ki ga iztisnemo iz listov in uporabimo za celjenje ran. Jaz se spomnim, kot otrok sem imela zmeraj glivice na nohtih, če sem delala v zemlji in me to zelo na strani nohtov zelo bolelo, je mama zmeraj rekla, vzemi si netresk, tanko kožico dol in namaži s tem in res neverjetno hitro, neverjetno hitro je ta težava izginila. Se pravi, za celjenje ran, razjed, ureznin, žuljev ter pri piki insektov, pri sončnih opeklinah, isto kot aloe vera. Pripravite si mazilo, imejte ga na dosegu roke, z olivnim oljem, liste notri, skuhate zopet, spirirate, lahko ga malo stabilizirate z čebeljim voskom, imate mazilo, res proti opeklina in vsemu. Je pa tudi nekaj, če se zamaši uho, polno masla, nakapajte ga v uho, potem pravijo, da ta sok, to sta predvsem mislim, mravljična in jabolčna kislina ali kateri dve kislini sta notri, raztopita to maslo in maslo se bo izcedilo iz ušesa in ta pritisk v ušesu bo padal. Pred kratkim je ravno ena gospa razlagala, da je imela zaradi maščobe v ušesu en stalni pritisk, podoben tinitusi, da je bilo nevzdržno in da si ga z netreskom pozdravila. Ker je ravno sezona jagod, se mi zdi, da so tudi jagode en mus v cvetličnih koritih. Poglejte si to fantastično nasajeno korito. Jagode, to je res problem, je transport, prihajajo iz Španije že januarja, iz Maroka in tako dalje. Vsi pa sami veste, da jagoda zelo hitro začne gniti, to se pravi, vse so z raznimi pripravki tretirane, zato je najboljša tista, ki jo imate doma. Že za pračloveka so bile jagode zelo pomembna prehrana. Polne so antocianov, vitaminov C, kalija, magnezija, folne kisline in tako dalje. Jagode razstrupljajo črevesje, se uporabljajo pri raznoraznih shujševalnih kurah, pospešujejo presnovo, krepijo imunski sistem, znižujejo krvni tlak, povečujejo spolno poželenje, ščitijo srce. Veliko ljudi je, ki ima alergije, en določen procent se pojavlja alergije pri jagodah. Alergija je velikokrat zaradi pesticidov, ki so na plodovih, če so pa krive čreslovine, pa je zopet odvisno od sorte. Ni vsaka jagoda, te močne sorte z velikimi plodovi imajo verjetno več. So prav nekje seznami, katere sorte so bolj alergijo povzročujoče in katere ne. Naslednji polovički se reče sobne rastline. Nekateri preprosto ljubimo rastline,
Na podoben način, kot imajo nekateri radi živali. Poznam ljudi, ki bi za žival dali dušo, tako smo nekateri obsedeni od rož, nekateri pa jih obožujejo zaradi enostavnega dekoriranja. Mi vsi pa vemo, da rastline v prostor prinašajo novo svežino, vedrino, da polepšajo še tako pusti kotiček. Rastline imajo same po sebi sposobnost, da popolnoma in v celoti spremenijo prostor. Čisto eno drugo energijo vnesemo v prostor z sobnimi rastlinami. Poglejte si na primer to sliko. Pravi kaos. Ker je preveč, je preveč. Rastline nas ne smejo pregnati iz sobe. Tu se človek ne more počutiti prijetno, ker enostavno te utesnjuje. Pri izbiri sobnih rastlin se moramo zavedati, da nam rastline ne bodo uspevale, ne bodo rasle v primernem okolju. Zanimivo je, sedaj pri tem rešežiranju je bilo spoznanje, ko se niti ga nisem zavedala, da zgodovina sobnih rož sploh ne sega tako daleč. Večina teh sobnih rož je iz tropskih predelov Azije, Amerike in Afrike. Pred 200 leti so bili pravi zbiralci, obsedenci novih sort in novih rastlin, ki so jih prinašali, ampak to so si privoščili samo plemiške družine, bogataši, ki so za te rastline postavljale posebne rastlinjake. V stanovanjih, ki so bila takrat pretemna in premajhna, z odprtimi ognjišči in močnim temperaturnim nihanjem ni bilo pogoje za te sobne rastline, ki jih mi danes poznamo. Ampak mestni ljudje so si zaželeli košček narave v svoje domove. Počasi so postale nepogrešljiv del vsakega stanovanja. Poglejte tole. A ni lepo? Prava harmonija prostora. Zelene rastline v naših domovih pozitivno vplivajo na naše zdravje. Dvigujejo odpornost imunskega sistema, zmanjšujejo stres, pomagajo nam pri boljši koncentraciji. Čistijo notranji znak in vnesejo novo življenje, nove vonjave in pomirjujočo zeleno barvo v naš dom. Rastline bogatijo zrak s kisikom. Vsi veste, več kisika in manj ogljikovega dioksida v zraku pomeni lažje dihanje. Za prisotnost kisika v zraku je seveda ključen proces fotosinteze, ki poteka v zelenih rastlinah. Določene rastline so v tem oziru še posebej koriste, predvsem sukulente, tahščin jezik in orhideje, ki so še tako posebej dobra izbira za spalnice. V primerjavi z mnogimi drugimi vrstami namreč porabijo manjši delež proizvedenega kisika in ne smemo namreč pozabiti, da morajo tudi rastline dihati in one z dihanjem po noči rabijo svoj kisik in urejajo CO2. Rastline v stanovanju povečujejo zbranost in koncentracijo. V zadnjih mesecih ste verjetno mnogi pridobili izkušnjo dela od doma. To ima seveda tako prednosti kot slabosti. Za marsikoga je največja slabost ta, da se je doma pogosto precej težje zbrati in se osredotočiti na delo. V pomoč pa so vam lahko sobne rastline. Prisotnost zelenih rastlin v prostoru pomembno pripomore k izboljšanju koncentracije, zbranosti. V delovni prostor oziroma kotiček je torej zmeraj dobro dati vse nekaj zelenih rastlin. Manj bo pa seveda tudi težav z suhim zrakom. Rastline med transpiracijo sprostijo v zrak kar nekaj vlage, do 10% dvignejo zračno vlago v prostoru, če so rastline v sobi. Raziskave so celo pokazale, da bolj vlažen zrak oteži preživetje virusa gripe in nekaterih drugih. Drugi negativen vpliv na zdravje pa so razni plini. Vsi poznamo ta formaldehid, ki je pomemben onesnaževalec notranjega zraka stavb. Prisoten je v vseh skoraj gradbenih materialih ali v veliko gradbenih materialih.
opremi, lesni opremi, v lepilih, v barvah, namazih, lakih, sredstvi za razkuževanje tudi. Zaradi nezadostnega prezračevanja, koncentracija formaldehida pogosto doseže vrednosti, ki pri uporabnikih lahko povzroči glavobole, alergije, draži kožo in sluznico. Povzroča težave z dihanjem in astmo. Torej, pri sobnih rastlinah se moramo zavedati, da nam rastline ne bodo uspevale, če ne bodo rasle v primernem okolju. Jaz sem tukaj zbrala samo 9 rastlin, najbolj pogostih, ki jih verjetno skoraj vsi poznate. In ta na sliki je monstera. Zaradi svojega vidnosti in nezahtevnosti sta filodendrom in monstera, filodendrom monsteri, to je tudi ista skoraj družina, sta ene najbolj priljubljenih hišnih rastlin, izvirata obe iz Južne in Srednje Amerike, iz tropskih pragozdov, ki ne rabi nič drugega, kako da vsaka 2 meseca malo z mlačno vodo očistite liste, zelo malo zalivajte, prosim. Bo odlično uspevala v polsenčnih in temnejših prostorih. Filodendrom uspeva tudi na popolnoma umetni svetlobi, sploh ne rabi naravne svetlobe, ker raste v pragozdu, res čisti podrasti džungle. Sta izredna čistilca zraka v stanovanju, razgradujejo formaldehid, benzol, trikloretilen, xilol, aceton in tako dalje, razne pline, ki so v zraku z dihanjem, vežejo in ga stabilizirajo v zemlji. Zraven pa nas oskrbujejo s kisikom in vlažnim zrakom. Prav tako so tudi fikus, racena, ki pa rabijo bistveno več svetlobe. Areca palma ima najvišjo stopnjo transpiracije, smo rekli, zaradi česar skrbi za vlažen zrak in s tem preprečuje astmo, sinusitis, bronhitis, suho nagubano kožo, energetsko pa uravnoveša prostor in odstranjuje škodljive kemične spojine, kot smo rekli, kot so formaldehidi in raznorazne ostale spojine. Jaz sem ljubitelj pajkove rastline ali klorofita, ki izvira iz Južne Afrike in so jo prinesli k nam sredi 19. stoletja v evropska stanovanja. Zelo nezahtevna rastlina, ljubi dopoldansko in večerno sonce. Pri zalivanju pa moramo paziti, da ne stoji v vodi. Ima zelo debele, sočne korenine, ki hranijo vlago, zaradi tega ne rabi veliko. Raje bolj suho kot premokro. Ko pobledi, kriči po vodi, rečemo. Tu so ameriški znanstveniki odkrili in potrdili, da ta rastlina prečisti zrak, posebej pa formaldehid, so jo zaprli v komoro, zaprto, v 24 urah je odstranila 95% strupenih spojin iz zaprtega prostora. Fenomenalno. Čisto enostavna za razmnoževanje. Te mlade podtaknjence odrežite, dajte kozarec z vodo ali pa direkt v zemljo in zopet raste. Delite naprej, prosim vas. Moj moto je: delite rože naprej. Dajte jih znamkam, sosedam, vsak, ki vpraša, dobi od mene, zato ker vem, da zmeraj, ko mu ta roža uspeva, se spomni name. In to ni nič slabega. Tahčin jezik, kdo ga ne pozna? Svojo glavno popularnost je imela po prvi svetovni vojni, leta 1920, ker je raven, skromna, nezahtevna rastlina, odlična sobna rastlina, ki proizvaja kisik in absorbira škodljive toksine v zaprtih prostorih, je zmanjša vrednost alergij v zraku. Izjemno dobro filtrira in prečisti formaldehid. Predvsem pa tudi čistila, hlape čistil v kopalnici, na primer. Njena fotosinteza deluje v zelo nizki svetlobnostni stopnji, se temu reče, tudi skoraj ponoči, z malo prisotnostjo svetlobe, zmeraj proizvaja kisik, zato je zelo primerna tudi za spalnice. Uspeva povsod, kjer druge rastline nimajo osnovnih življenjskih pogojev.
navajene zelo težkih razmer, tudi na žgočem soncu, o pomanjkanju vode, suhega ogrevanega zraka v prostorih, ne potrebuje rednega zalivanja. Hvaležna vam bo vsake kapljice. Obstajajo čudovite nove variante sedaj z okroglimi listi, z temnozelenimi, rozetaste in tako dalje. Takšen jezik je zopet, wie sagt man, newcomer, prihaja kot ena zelo popularnih sortnih rastlin. Spatifil je tudi, ni zahtevna, izvira iz Kolumbije, ker pa od tam izvira rabi izredno veliko vode. Poleti naj bo v polsenčnih prostorih, pozimi pa čim bolj svetlo, da vam bo cvetela konstantno. Rabi pa res vode, če en dan ne zalijete, leži dobesedno, leži, ampak ona ponovno stane, ker bi vodico zopet stane. Spatifil pogosto imenujejo tudi ženska sreča. Ta rastlina uspeva ob tudi čisto umetni svetlobi. Priporočljivo pa jo je imeti v pisarni, saj prečiščuje zrak in prepreči sevanje monitorjev. Poleg čiščenja zraka, ta elegantna rastlina absorbira acetonske pare in jih pogosto najdemo v hišnih barvah, kar odpravlja možnosti za nizek krvni tlak in glavobol. To je moj favorit, sem ljubitelj praproti namreč. Praprot ne mara neposrednega sonca, mora zdaj ugoditi pogoje take, ki jih ima tudi v naravi. Rabi veliko vlage in rosenja, zračne vlage rabi, ne pa talne vlage. Talna vlaga v loncu je lahko skoraj suha, ampak pršiti jo treba. Je idealna, da jo postavimo v kot prostora pod nekam ob vhod, ker izraža eno dobrodošlico. Izredno dobro čisti. Naravni vlažilec je, seveda, če rabi vlago, tudi dosti izloča. To se pravi, predvsem pomaga pri odpravljanju težav z suho kožo. Tega imate verjetno tudi vsaka v stanovanju, ker odrežete vršiček, ga vtaknete v vodo in raste. Potos izredno nezahtevna, uspeva prav v vsakem prostoru, tudi postavljena, ne mara sončne svetlobe, takrat dobesedno dobi užit. Zalivamo ga, ko zemlja postane suha, zelo enkrat tedensko velja ali pa na 10 dni. Obstajajo čudovite barvne kombinacije, od temnozelene do rumene, čisto rumene pegaste. Lahko visi nekje na omari ali stropa, preplezi vam po 4 metre na dolgo, pri meni visi čez galerijo dol, kilometri dolga. In res, poleg okrasne vrednosti je potos odličen čistilec zraka. Brez slabe vesti ga postavite tudi v svojo spalnico. Zelo pogosto v stanovanjih pomaga pri krepitvi spomina in izboljšuje koncentracijo. Podobno kot ta potos je tudi bršljan, le da raste bistveno pod temnejšimi pogoji, z manj svetlobe, zato je primeren predvsem za kopalnice ali severna okna, tam, ki so majhna okna, vam bo bršljan čudovito uspeval. Aha, popularne lepotičke, orhideje, starodavni simbol ljubezni. V zadnjih 20 letih pravi bum. Jaz se spomnim, pred 20 leti v naši vrtnariji nisi dobil Phalaenopsisa izpod 20 evrov, danes stanejo 5, 7, 9 evrov, z 2 stebloma, ne samo z enim, ne. Privabljajo ljubezen v naše življenje, poglabljajo prijateljstvo in umirjajo dušo. So res zelo hvaležne rastline. Govorim o Phalaenopsis, o tej sorti, ne rabi nobenega pravega počitka. Vsakih 10 dni potopite v postano vodo, vzemite ven, odcedite, postavite nazaj na okensko polico in
ko neha cveteti naenkrat za mesec dni, se zopet pojavi novi bič, novi poganjek za cvetove, neuničljiva, tako rekoč. V tropski Aziji raste kot epifit na drevesih, zato rabi precej svetlobe, a ne direktnega sonca, zelo obožuje vzhodno okno ali za res pozno večerno okno, južno okno ne mara, tam dobijo listi, da dobijo listi ožig, ampak ko nastavi cvetne nastavke, jo lahko predstavite v notranjost prostora in bo tudi svetlena. No, še par tolščak, malo še potrpite, par rastlin, če imamo dve, še so samo tolščak, kako vi temu pravite, drevo denarja, tolstica, različna imena, tudi cenjena zaradi teh okroglih listov, pravijo, ki spominja na kovančke, potrebuje veliko svetlobe, malo vode in je primerna za južno sončno okno. In še aloe vera, izvor večne mladosti. Naša domača, evropska, smo rekli, je ne tresk, ampak ta aloe vera je iz kanarskih področij, iz mediteranskih področja, Severne Afrike, domovina aloe vere, ki so z zelo dobrim marketingom naredili ogromno, hladi kožo pri sončnih opeklinah, deluje protivnetno, uporablja se v kozmetiki kot anti-aging, zavira nastajanje gubic, vlaži kožo, pospešuje prekrvavitev, skratka, za kozmetiko zelo cenjena rastlina, ima 160 vitalnih snovi, to so cele raziskave, ne vem, aloe veri se je posvetilo veliko univerz in veliko znanstvenikov. Pomaga tudi pri vzdrževanju čistega zraka v zaprtih prostorih, povsem pa zdravi opekline in manjša izpuščaje, preprečuje izpuščaje, bomo rekli. Ima protivnetne in energetične lastnosti. Ja, ne treski, glih tak vedi, kaj pa bi. Pa še ena za lep počitek, za lep večer in prijeten spanec, kako lahko spalnica zgleda. Jaz priznam, v moji spalnici nimam rože in zdaj, ko sem pripravljala material za to predavanje, sem takoj rekla, hop, Ksenija, ena ali dve bosta pa bodoče tudi v moji spalnici. In še za konec, ne pozabite se jim posvetiti, včasih prideš komu in reče, srce me boli, a ne vidijo, da roža kriči, da je zanemarjena, da ima rjave robove, da je samo na drugo mesto. Jaz pridem k moji prijateljici, Judith obožuje rože, joj, kaj jih ima, preveč jih ima, ampak to so sami pacienti. In jaz, ko pridem in zmeraj kaj predstavim, pa pravim, končno je začela rasti, končno je začela, seveda, če ti postaviš na pravo mesto in malo pozornosti, malo ljubezni, tu pa tam je malo poprašiš, probaš s prstom, kak je vlažna, vam bo hvaležna in vam toliko daje. In to je moje sporočilo za vas, dajejo več, kot zahtevajo od nas. Rože dajejo več, kakor dajemo mi. Ok? Tako, z moje strani. Evo, zdajle imate priložnost, torej Ksenija boš samo tale, takole sem te že dala dol, takole vaše vprašanja, evo. Izvoli, Matjaž, vprašaj pa mikrofonček. Ja, zanima me tam pri potosu, kje more biti roža, v senci ali v svetlobi? Samo sonca ne mara. Samo sonca ne mara. Na soncu pobledi dobesedno, dobi ožig, drugače pa lahko visi na najbolj temni omari na zgoraj, pa bo zrasla 2 metra čez omaro. V redu, super, hvala. Čudovita. Ksenija, hvala, super, jaz sem tudi že gledala po svojem balkonu in vem, zakaj nisem še uspela nabaviti rož, tako da si mi dala ful dobre ideje.
Bi pa te vprašala glede koprive, ker jaz sem jo tudi eno leto dala v smutije, ker imam nizko železo, zdaj pa si še en recept nekaj dala, da jo kar popečeš, ali kak. Tanja, kopriva, en mus. Če ga daješ v smutije, moraš zmeraj davati z C-vitaminom, se pravi z limono. Lažje absorbira in tako dalje. Če pa daš liste samo v vročo ponev, da ga popečeš, tako rekoč je hrustljav, malo soli, ga lahko zaužiješ in ješ kot čips. Ali pa v pivenem testu, jaz rečem palačinkinem testu, spečeš, fantastično. Super, hvala. Evo, Matjaž, izvoli. Ja, hvala, Katja. Eno vprašanje imam samo, a me še slišite? Da, odlično. V redu. Za timijan, mama je rekla, da je timijan dober, če si prehlajen, jaz sem pa nisem si mogel zapisati, kaj ste vi rekli, zakaj je timijan vse dober. Točno to, za bronhitis, za pljuča, za čiščenje dihal. Potem pa tudi kot tinktura lahko v alkoholu namočite in uporabljate kot kapljice proti nervoznemu želodcu, za pomirjanje napetosti želodca, kot tinkturo. Drugače pa kot čaj zapiti za prehlad, proti prehladu. Hvala. Povabljeni predvsem, da delite naše dogodke z prijatelji, znanci, povabite jih na kakšne stvari, vidite, da se imamo lahko zelo fletan. Ksenija, imaš mogoče še kakšno zaključno misel, besedo? Najlepša hvala, da sem bila povabljena in hvala. Hvala vsem še enkrat za udeležbo. Evo, pišite nam na naš email info@adra.si, če imate kakšno vprašanje, želje, do naslednjič pa lep pozdrav.